Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Rok Miler, direktor zdravstvenega doma Radovljica, obenem pa tudi specialist pediater. Otroci vas zagotovo dobro poznajo. Ja, to je res, zagotovo me vsi radovljiški otroci in tudi starši kar dobro poznajo že z te smeri. Starejši občani pa vedno bolj. V petek smo bili priča slavnostnemu dogodku, tukaj neposredno je bila otvoritev, zaključena je prva faza, obenem pa je za vas, dajete poudarek, v samem zdravstvenem domu imate fizioterapijo, sedaj pa opismenjevanje v plavalnem klubu. Ja, tako je. Zelo smo ponosni zdaj na to pridobitev našega bazenskega kompleksa v Radovljici. Zaradi tega, ker bo z večjih vidikov delovalo to na zdravje občanov. Namreč potekalo bo tukaj opismenjevanje otrok šolarjev predvsem, tistih, ki se komaj učijo plavati, in jih tako opolnomočilo znanja gibanja, osnovnega gibanja v vodi. Se pravi, to je kot neka popotnica za zdrav način življenja, tudi za naprej v življenju. In še druga stvar, kot pridobitev za zdravje naših občanov je pa hidroterapija, ki jo bomo začeli izvajati v okviru naše fizioterapije, tudi v tem bazenskem kompleksu. In to hidroterapijo bomo izvajali praktično kot edini izvajalec zdravstvene dejavnosti v celotni Gorenjski. Jaz mislim, da bo obisk zelo dober te hidroterapije, saj Gorenjska kot edina regija nima zdravilišča, kamor bi lahko hodili Gorenjci na takšno hidroterapijo. No, in prav hidroterapija je nov kanček v mozaiku tukaj v Radovljici. Trudimo se vedno poiskati neke dodatne izboljšave, dodatne možnosti za izboljšanje zdravja naših občanov. Da ne bi bilo potrebno iskati zdravstvene storitve v Ljubljano ali pa še celo izven po drugih regijah. Nastopilo je poletje in res so vroči dnevi pred nami in zato en napotek vsem, ki se zdaj gibljejo na soncu, kdo je pravzaprav najbolj občutljiv, ki se mora najbolj pa zapaziti. Kot neko rizično skupino bi izpostavil zelo majhne otroke, se pravi nekje do 2. 3. leta starosti, in pa seveda vse starejše, sploh tiste, ki imajo neke kronične težave v smislu bolezni srca in ožilja. Tem bi res odsvetoval, da se skušajo izogibati visokim temperaturam. Kako lahko to naredijo? Poiščejo senco, poiščejo klimatizirane prostore, seveda dobrodošle tudi kakšno osvežitev na kakšnem bazenu, zagotovo, in pa paziti treba na ustrezno hidracijo, da dobijo ljudje zadosti tekočine, medtem ko se zadržuje na soncu. Koliko tekočine bi moral vsak starejši popiti in koliko otrok? Zdaj pri otrocih je to težko povedati, načeloma preveč tekočine ne more biti. Medtem ko pri starejšem pa odraslem človeku je v normalnih razmerah, takrat, ko ni takega temperaturnega šoka, kot je zdaj, vsaj 2 litra tekočine na dan. Jaz mislim, da vsi popijemo veliko premalo, moramo biti bolj pozorni, imeti stalno steklenico nekje pri roki. Tekočina naj bo voda, nesladkan čaj, manj zaželjeno pa seveda alkoholno. Hvala lepa za pogovor, ker ste se odzvali našemu vabilu. Hvala tudi vam za intervju.